tokratni avtomobilnosti bomo razložili, kateri kabel uporabiti na javni električni hitri polnilnici. Vprašamo vas, ali bi kupili avto iz rentakarja in poročamo o 53 let stari Toyoti Corolli. Pogovorili pa se bomo tudi o najnovejši. Testirali pa smo terenskega ekosporta, tistega s 4-kolesnim pogonom. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Na spletnem portalu RTV Salona za Vihko avtomobilnost si lahko v arhivu oddaj ogledate oddajo, v kateri smo govorili o polnjenju električnega avtomobila doma. V avtomobilnosti smo prepričani, da je tak način polnjenja električnega avtomobila tako z vidika uporabe kot okoljskega vidika daleč najbolj primeren. Še najlažje ga primerjamo z recimo uporabo pametnega telefona. Čez dan ga uporabljamo, čez noč ga polnimo. Če ga uporabljamo več, ga je treba polniti tudi vmes, a to se nam zdi že bolj zahtevno. Ja, ali pa ga manj uporabljati, tako telefon kot tudi avtomobil. No, ampak električni avtomobili prinašajo tudi nove vrste mobilnosti, recimo car sharing. In zato je treba poskrbeti tudi za javne električne polnilnice. In pa seveda še vedno obstaja par tistih, ki jih vsako leto srečate recimo na morju ali pa na smučiščih, ki so se pripeljali z električnim avtomobilom, recimo celo z Nizozemske. In to je en takšen poseben slog življenja. Kar pa je najbolj zanimivo je, in da se ne zgodi nekaj takšnega, kar se je pred nekaj meseci zgodilo v Ameriki, in ta posnetek je seveda zaokrožil tudi po spletu, ko je gospa z električnim avtomobilom pripeljala na klasično bencinsko pumpo in iskala pravi priključek. No, pri električnih avtomobilih, še posebej v sistemu car sharinga, ko menjamo električne avtomobile različnih znamk, lahko pride pri različnih kablih in različnih polnilcih tudi do kakšne težave. In s tem se soočamo danes. Se mi zdi, da zna biti kdaj kakšen zaplet pri tem našem dojemanju hitrih in počasnih polnilnih postaj. Kakšna je pravzaprav razlika? Ja, dikcija je zelo enostavna. Počasna polnilna postaja je polnilna postaja, ki se polni na AC elektriko, to je do 22 kW, 3x32 amperov. O hitrih polnilnicah pa govorimo, ko govorimo o DC polnilnici 50 kW ali pa 43 kW AC. To je primer takšne javne polnilne postaje, ki ima to moč. Torej, hitrosti poznamo. A kateri kabel nam naš avtomobil napolni z maksimalno hitrostjo? V to sicer nismo prepričani, a zdi se nam, da na ljubljanskih električnih polnilnicah še niso posneli in na YouTubu objavili viralni filmček, ki bi se norčeval iz koga, ki ne bi vedel, kateri kabel mora vtakniti v vtičnico svojega verjetno izposojenega avtomobila. No, zdaj na tem mestu javno priznamo, da bi bili tudi sami že lahko žrtev skrite kamere. Kajti ob pogledu na takšno shemo si nismo znali pomagati. Poznamo dva standarda, eno je japonski Shademo standard in pa evropski CCS oziroma Type 2, se pravi hitro polnjenje DC in pa počasno polnjenje AC. Tako da trenutno, če pogledamo na univerzalni polnilni postaji, imamo 3 tipe priključkov, ki zadostijo vsem tipom vozil. Katerikoli avto se na trgu najde, se lahko polni na takšni polnilnici. Verjetno so razlike tudi med samimi avtomobili. Zdaj imamo tega Renaulta Zoeja, ki lahko izkorišča tudi trifazni tok. Kakšne so pa na splošno razlike in mora to uporabnik vedeti oziroma upoštevati? Ja, vsako električno vozilo se polni na navadno šuko vtičnico. To je tista vtičnica, kjer doma vštekamo fen, kavni avtomat, mikser in podobno. Se pravi, tisto, kar imamo doma, omogoča osnovno polnjenje vsakega električnega vozila. To nam omogoča polnjenje. Ampak traja pa dlje. Traja pa dlje, nekje 2,5 kW na uro, se pravi, nekje preko noči lahko napolnimo neko povprečno električno vozilo, ki ima nekje 30 kWh baterije. Od tam naprej pa se vozila zelo razlikujejo. Večina avtomobilskih proizvajalcev je potem šlo na hitro polnjenje oziroma DC polnjenje, ki omogoča polnjenje do 350 kW oziroma celo zdaj zadnje polnilnice, ki se testirajo, so že 450 kW. Kako pa je z ultrahitrimi polnilnicami? Bo to, še posebej, če jih bo več v omrežju, zalogaj za celotno elektroomrežje? Ja, postavljanje polnilne infrastrukture v celotni državi ali pa mogoče še bolj pomembno v samih mestih bo zelo zahteven izziv za vse, predvsem za distribucijo, ker bo potrebno zelo velike moči pripeljati iz razdelilnih trafopostaj v samo mesto, ker če pogledamo, da je ena ultrahitra polnilna postaja 350 kW in če jih postavimo 10, je to že 3,5 MW in so zelo velike moči. Potem bomo imeli pa še celo
število počasnih polnilnih postaj in bodo te moči zelo velike. Tukaj bo mogla distribucija ali pa mogoče celo neka državna strategija definirati, kako tudi infrastrukturno ojačati celotno mrežo. Verjetno tudi polnilnice že ponujajo kakšne rešitve za te težave z dostopom oziroma z dovodom. Tako, ker se je ta problem že v praksi zaznal. Že poznamo polnilnica, ki je recimo 50 kW, hitra polnilna postaja, vendar je priključna moč samo 20 kW. Vsa razliko pa pridobi iz vgrajenih že baterij, ki omogočajo najmanj do 3-4 zaporedna polnjenja z to maksimalno močjo in s tem razbremenimo moč, ki jo potrebujemo iz samega mreža. Kakšna je prihodnost električnih polnilnih postaj? Prvi trend je, da prihajajo ultrahitre polnilne postaje. To so polnilne postaje, ki so moči 150-350 kW in omogočajo, da se vozilo napolni do 5 minut, nekje do 300 km. Potem naslednji trend je indukcija. To pomeni, da vozilo ne uporablja več za polnjenje kabla, vendar ima pod avtom tako imenovani tepih in pa nameščeno tuljavo. Tretji trend je dinamična indukcija, kjer se vozilo lahko že polni med samo vožnjo. Potem imamo pa še razne izpeljanke, baterijske polnilnice in podobno. Je pa jasno, da če uporabniška izkušnja ni enostavna, se na trgu ne bo prijela. Zagotovo ne bo dolgo več držalo, da imamo različne kable, različne priključke, da imamo zelo veliko različnih plačilnih sredstev, različnih kartic za različne operaterje, pri katerih kupujemo električno energijo, uporabniška izkušnja na javnih infrastrukturah ne bo dobra. No, ampak zgodilo se bo pa v eni točki, da bodo kabli enaki in da bodo vse te kartice združene, recimo kar v mobilnem telefonu in bomo tako plačevali. Če niso plug and charge, predvsem zahtevajo neko avtorizacijo. To pa se z novim standardom tudi spreminja, ker standard govori, da bo komunikacija med vozilom in polnilnico omogočila prenos VIN številke in če ste vi že registrirani v sistemu, ne boste potrebovali nobene RFID kartice, ampak bo vaš ponudnik, lahko avtomobilska hiša ali vaš operater, sklenil vse roaming pogodbe z ostalimi operaterji in vi dobite konec meseca samo račun, kot sedaj za elektriko ali pa za kreditno kartico ali pa najbolj primerno je telefon. Potujete po Avstriji, Nemčiji, Franciji in vam potem vaš operater konec meseca izda račun za vse stroške, ki ste jih opravili, kjerkoli ste pač potovali. Pisalo se je leto 1966, ko je Toyota predstavila Corollo. Prvo tole. Od takrat do danes so jih proizvedli 46 milijonov, toliko avtomobilov pod istim imenom ni prodala še nobena druga avtomobilska znamka. 11 generacij Corolle se je doslej zvrstilo v minulih letih, a pod istim imenom je zdržala samo tista originalna limuzinska Corolla. Takšna, kot jo poznamo v Evropi, je leta 2006 postala Auris. Spomnim se, da so takrat pri Toyoti razlagali, da je Corolla zanesljiva, a skrajno dolgočasna in s Aurisom naj bi bilo vse drugače. No, danes pravijo, da je šlo v resnici predvsem za vprašanje tehnike. Namreč nova Corolla ima zdaj enako platformo kot vse druge aktualne Toyote in prodajala se bo po vsem svetu. A skoraj brez zadržkov si upam komentirati, da so Toyotini evropski menedžerji takrat vzvišeno silili v samo svojo smer. Ta pa je bila kar nekako zagamano eko in preveč odmaknjena od tistega, kar hočemo kupci. A kaj je pravzaprav to? Zagotovo ne boste presenečeni, če vam povem, da imajo v tem avtomobilskem razredu glavno besedo športni dinamični avtomobili. Različice GT Line in takšne s podobnim imenom so najbolje prodajane različice tovrstnih modelov. What drives sales is emotions. Of course, we still need to have very reliable car and technically very good cars, but the emotion, the overall emotion that you get, this is what drives sales. So our boss, Akio Toyoda, he's a car guy and he really wants us to make cars that are really nice to see and to drive. He really put a lot of pressure on the organization. The first thing he did is work on all the non-visible parts to make the technical performance to the highest level possible. And then also
thanks to the technical, we had also more freedom in terms of styling to change completely the proportion of the car, and that's why you see now the results. Toyota je tako še pravočasno dobila nekoga, ki je stvari spet postavil na pravo mesto. In rezultati kažejo, da ukaz zaposlenim nič več dolgočasnih avtov ni bila osebna kaprica z dirkanjem zasvojenega šefa, ampak odgovorna poslovna poteza razgledanega menedžerja. A kakorkoli, s prihodom Toyote so se Japonci končno tudi malce sprostili. Ugotovili so, da dinamičnost in pa okoljevarstvo dejansko lahko gresta z roko v roki. Na kakšen način? Simply by developing the technologies, pushing the boundaries of new technologies. I mean, we do now racing, right? We do endurance with the WEC, we do WRC, so we are learning a lot from those competitions. So how to push the technology much further to deliver better performance. And actually, if you deliver better performance, you can also reduce the fuel consumption. For instance, with the new 2-liter hybrid, we have improved the thermal efficiency. Now it's 41%, it's the best engine you can find. In novi dodatni hibridni motor je ena ključnih novosti nove generacije. In po prvi vožnji poročamo, da je 2-litrski hibrid značajsko veliko bolj prijetnejši, naj bo med umirjeno ali pa dinamično vožnjo. The 2-liter has quite a strong torque. So thanks to this stronger engine, we actually don't need to rev so high because you have more torque at low RPM, so you don't need to get the power at a high rev. Also what we do is we use more of the electrical side because we have a strong battery. Also the motors are smaller with less inertia. So by using engine that has more power and more torque, and also the electrical side that has more power and torque, we can reduce the RPM. Kar so Toyotini inženirji dosegli, pa lahko vozniki po novem tudi občudujemo. I remember when I was a child, a car without a rev counter was not a real car. I mean, I need to have it, and now we have it. And then you also can see how the engine works, and you will see that now we have improved a lot the linearity. 2000 evrov višja cena se torej zdi kar upravičena. V tem 2-litrskem hibridu pa voznik dobi tudi obvolanski prestavni ročici, ki se v hibridnem menjalniku zdita nekako nesmiselni. We call this a CVT, but it's actually in reality not really a CVT in the technical term. What we have as a technology is a planetary gear. So you have 3 power sources, you have an engine and 2 motors. One is a generator and one is in a motor and generator. These are the 3 input, and an output are the wheel. And in between those power sources, we have the planetary gear. And this will either use more of the engine or the motor and tell what motor or engine needs to work. And this behave or give the impression of a CVT. Now, if you play with software, you can create some artificial gears that gives the impression of a more mechanical transmission. Prednosti bo zaznal še zlasti voznik, ki avtomobil čuti. But of course, sometimes you want more an engaging drive. When you drive and you're in a curve, you want to have a transfer of mass in the front. Then you can use the artificial gear to have an engine brake to transfer the mass to the front. A ob vsej tej novi dinamičnosti Toyote pa ne pozabimo na uporabno, racionalno plat Corolle. Corolla je torej globalni avtomobil, kar pomeni, da se bo po vsem svetu prodaja enak. A to trditev je treba vzeti nekoliko z rezervo, kajti po vsem svetu se bo prodajala izključno kombi limuzina, 5-vratna verzija. Globalno najbolj številčna bo verjetno Corolla sedan, se pravi limuzinska verzija. Prodajala se bo namreč v Rusiji, po vsej Aziji, po Afriki, Južni Ameriki, Ameriki. Karavan Toyota Corolla TS pa je izključno evropski avto. In če smo doslej rekli, da morajo sodobni karavani ponujati 600 litrov prtljažnega prostora, no, Corolla ga ponuja. A še bolj kot samo prostornino navduši z ureditvijo prostora. Na voljo je namreč za čiste tovore ali pa za umazane. Pika na i pa je luknja v dnu, ki sprejme celo klasičen letalski kovček. V nadaljevanju oddaje poročamo o tem, da je britanska avtomobilska industrija očitno pred drugim popolnim kolapsom, da legalna marihuana pušča negativne posledice na ameriških cestah in vprašamo vas, ali bi kupili avto, ki je bil prej v uporabi na rentakarju. Testirali pa smo najbolj terenskega ekosporta.
No, preden pa se bodo pri podjetju Uber, ki ga bomo naslednjega izpostavili v naših MMC novicah, začeli ukvarjati z elektriko, o čemer verjetno že razmišljajo in s polnjenjem, pa se morajo lotiti oziroma se lotevajo že kar nekaj časa osnovnih odnosov v človeštvu. V kabini za začetek. Lansko leto smo bili v Londonu na njihovi poslovni konferenci, kjer so zbrali najboljše od svojih voznikov in jim pripravili posebno predavanje, s katerim so poskušali od njih dobiti nekakšno zagotovilo, da razumejo, kakšno je poslanstvo voznika Uber prevozov. In zdaj so šli še korak naprej in sicer povezovati so se začeli z družinami. In sicer mame, očetje, ki prepustijo vozniku Ubera svojega otroka, morajo vedeti, da to prepuščajo nekomu, ki mu lahko zaupajo. In tako je dejansko prišlo do pogodbe, kjer ti skleneš prevozništvo oziroma storitev z nekom, komur prepustiš svojega otroka v skrb za morda kar velik del dneva. Z nekom, ki naj bi veljal za zaupanja vrednega. No, ampak kot smo med vrsticami lahko na konferenci razumeli ali pa vsaj dobili občutek, Uber komaj čaka trenutek, ko bo to zaupanje lahko preložil na avtonomne avtomobile, na stroj. Kakšno pa bo naše zaupanje stroju, je pa seveda že druga stvar. No, še več pa v MMC-jevih novicah, se pravi v avtomobilskih novicah tedna. Zaradi brexita se nad avtomobilsko industrijo v Veliki Britaniji zgrinjajo novi črni oblaki. Po Nissanovi napovedi, da bo v Sunderlandu ukinil proizvodnjo modela X-Trail, je zdaj Honda napovedala, da bo leta 2021 zaprla svojo tovarno v Swindonu. Le-ta deluje že od leta 1989. Brez dela pa bo ostalo 3500 ljudi. To bo največji udarec za delavce po propadu skupine Rover leta 2006, ko je brez službe ostalo 6000 ljudi. Za zapiranje angleških tovarn sicer ni edini krivec Brexit. Swindon recimo zapirajo tudi dizelski motorji in tudi 4500 Jaguar Land Roverjevih delavcev po vsem svetu ne zapira zgolj Brexit, ampak tudi slaba kakovost predvsem na kitajskem izdelanih avtomobilov. Toda posledice morebitnega izstopa Velike Britanije iz Evropske unije brez dogovora ne grozijo le proizvajalcem in njihovim zaposlenim, temveč tudi kupcem. To so med prvimi občutili tisti, ki so na otoku že naročili Porscheja, a ga bodo prejeli šele po 29. marcu. Od njih namreč Porsche zahteva zavezo, da bodo v primeru povečanja dajatev po brexitu plačali dodatnih 10% na prvotno dogovorjeno ceno. Spletni gigant Amazon je vložil $700 milijonov v ameriški startup Rivian, ki želi leta 2020 na ceste postaviti zmogljiv električni poltovornjak ter 7-sedežni športni terenec. Ford se je na drugi strani na inovativen način lotil posla, ki ga odlično obvlada ravno veliki Amazon. S podjetjem #Newt si je zamislil nov način dostave paketov, pri katerem klasični dostavni kombiji delujejo kot mobilna skladišča. Kombiji se namreč s pomočjo programa v oblaku ustavijo na strateških točkah, dostavo do vrat pa kurirji opravijo peš ali na kolesih. Kolesa, in to električna, pa bo v Evropi namesto avtomobilov začel prodajati General Motors. Na voljo bosta običajen ter zložljiv model, ki z enim polnjenjem ponujata do 64 km električno nožne hibridne vožnje. Domače premiere ta teden pa zastopa prenovljeni Fiat 500X. Posebnost modela Fiat 500X je v tem, da se je že pri prejšnji generaciji izkazalo, da je priljubljen pri ljudeh, ki jim ni vseeno, v kakšnem avtomobilu se vozijo. Hkrati se pa je izkazalo tudi to, da je to avto za vse generacije. Ima pa novi Uconnect sistem tudi eno zanimivo opcijo, in sicer povezljivost aplikacijo, s katero se povežete preko mobilnega telefona in spremljate, v kakšnem stanju je vozilo, se pravi, koliko goriva imate, kje ste ga parkirali in tako naprej. In med drugim lahko tudi spremljate, če se avto nenamerno začne premikati, medtem ko vi ne želite, se pravi, če vam želijo avto odtujiti. Pa gremo še malo v zrak, dokler še lahko z Airbusom A380. Uresničile so se namreč napovedi o koncu proizvodnje tega največjega potniškega letala na svetu. Njegovo usodo je zapečatilo zmanjšano naročilo strani prevoznika Emirates, ki je bil največji naročnik za ta model. Zadnje primerke bodo dostavili leta 2021. Airbusov rival iz Seattla pa se iz višav spušča tudi v globine. Na vladnem natečaju je dobil denar za razvoj podmornice. Za konec smo prihranili še nekaj malce bolj uživaškega.
Ford je uradno pokazal športno izvedbo novega Focusa z oznako ST. Tako kot njegov predhodnik, bo tudi novi model na voljo v bencinski in dizelski različici, pri čemer prva zmore 280, druga pa 190 konjev. Za piko na i pa še izjemno delo Fabijana Oefnerja, umetnika, ki združuje fotografijo in znanost. Poznanje po fotografijah, na katerih se zdi, da avtomobilski modelčki eksplodirajo. Pri tem pa so vidni vsi njihovi deli. Tokrat pa je ustvaril umetnino s pravim Lamborghinijem Miuro. Za sestavo osupljive slike, za katero je fotografiral 1500 delov, je potreboval skoraj 2 leti. Naše MMC avtomobilske novice pa zaključujemo z novico, ki prihaja z druge strani luže, kjer v Ameriki v nekaterih zveznih državah po uvedbi oziroma legalizaciji marihuane ugotavljajo, da ta ne vpliva najbolje na varnost v cestnem prometu oziroma na nesreče. Ampak opozorilo na tem mestu za slovenske voznice in voznike. Pri nas ne govorimo še o marihuani, veliko govorimo o alkoholu, premalo pa o zdravilih. V Sloveniji je uporaba zdravil na zelo visoki ravni, še posebej kombinacija različnih zdravil, tudi takih, na katerih izrecno piše, da se jih ne sme uporabljati in voziti. Skrajno previdno torej s tem. Ja, varno in previdno, kjerkoli ste, kamorkoli se odpravljate. V naslednjih minutah pa se bomo zapeljali z enim prav zanimivim malčkom, ki je pa tudi zelo zmogljiv, kar se tiče recimo vzponov kakšne hujše klance. EcoSporta že poznamo. Povedali smo že, da odlično združuje nezdružljive lastnosti, torej pokončno vstopanje z značajem avta za dinamične voznike. A tokratni EcoSport je povsem drugačen od tistega z oznako ST Line. Dinamika je tu na zadnjem mestu po pomembnosti. Tokrat smo namreč preizkusili različico s 4-kolesnim pogonom in temu ne bomo rekli mali SUV, ampak kar mali terenec. All-wheels drive je namreč za tiste, ki se radi peljejo po blatu, plezajo v strme klance, gazijo po snegu. A 4-kolesni pogon v resnici sploh ni najpomembnejši. To je namreč avto za vse, ki se redno soočijo s situacijo, ko se njihova cesta ostro prevesi oziroma zalomi. Skratka, situacijami, kjer pridejo do izraza kratki previsi čez kolesa in visoka oddaljenost od tal skupaj s kratko medosno razdaljo. AVD je namreč občutno bolj oddaljen od tal v primerjavi z običajnimi EcoSporti. In ja, na terenu je EcoSportova prednost tudi majhnost, oziroma to, da je avto dokaj ozek in s tem okreten v slovenskih gozdovih. Verjemite, s tem EcoSportom se je v nas takoj prebudil avanturistični duh. Če ga priporočamo? No, ne smemo prezreti, da neevropski izvor EcoSporta postavlja na raven Focusa Active, zato je pri odločanju za EcoSporta nujna zainteresiranost za 4-kolesni pogon in prednosti majhne oblike na terenu. Danes smo v oddaji veliko govorili o priključkih in o načinih polnjenja na javnih polnilnicah. No, zanimivo pa je, da ko govorimo o razširjenosti javnih polnilnic, vedno govorimo o Ameriki oziroma o Norveški, ampak nikoli pa ne rečemo kakšne o mali, ampak dobro pokriti Estoniji. Zanimiva je ta Estonija. Odločili so se, da bodo postavili toliko javnih polnilnic, da bo moč voziti po celi Estoniji in imeti nekakšno uporabniško izkušnjo z električnim avtom, tako kot jo imamo z benzinskim ali dizelskim avtom. Ampak preden se majhni primerjamo z majhnimi, še ena velika razlika med Estonijo in Slovenijo. Tam so se elektrifikacije voznega parka lotili precej bolj sistematično. Polnilne postaje so postavljene na 40 do 60 km, javni prevoz je zastonj in še več drugih sistemskih rešitev je, ki bistveno bolj stimulirajo k temu, da se lahko Estonci odločijo za električne avtomobile. No, in zanimivo je tudi, da imajo kar veliko avtomobilov, električnih avtomobilov in da je večina teh najprej bila v lasti države, se pravi za javne službe, kjer recimo so ljudje kot službeni avto spoznali električen avto in ga nato morda prenesli tudi v domače okolje oziroma kot drugi, tretji družinski avtomobil. No, nekaj o zgodovini električnih avtomobilov smo vam pripravili tudi na MMC-ju, na rtvslo.si, tako da vabljeni k branju. Za uvod v branje na MMC-ju o zgodovini električnih avtomobilov naj poveva, da enkrat je bilo na svetu več električnih avtomobilov kot bencinskih in tisti, ki so se vozili z bencinskimi, so jim tisti, ki so se vozili z električnimi, govorili, da se vozijo z gorečimi baklami.
Ja, goreče bakle. No, naslednja stvar, na katero bi vas pa radi opozorili oziroma vas povabili, pa je naša nova anketa. Morda zelo zanimiva pravzaprav zaradi tega, ker je to avto, ki je relativno nov, ima veliko kilometrov, ampak ga je pa vozilo veliko različnih voznikov. Bi kupili avto, ki je bil na rentakarju? No, jaz že vem, da preden bom odkljukal da ali ne, imam velik pomislek. Kadarkoli grem kupovati rabljen avto, mi vedno prodajalci govorijo, da je ta avto vozila ena zelo urejena gospa, zelo malo časa in zelo lepo. Nikoli mi ni še nihče rekel, da je avto iz rentakarja. Da je bila prva voznica, da je bil avto vedno garažiran in nikoli butnjen. I wouldn't worry about this one. I personally have worked for a manufacturer and my experience was that the people that own a company car, the company car came back in a worse condition than the rentals. Yeah? Because in the rental company, if you give it back in a worse condition, normally the rental company asks you to pay because they check, of course, the condition at the start and at the end. No, ampak eno anketno vprašanje pa ste že rešili. Ja, in zanimivo je, da vas je velika večina na vprašanje, ali bi pri rdeči luči bili za to, da se lahko zavija desno, kar recimo uvajajo v nekaterih državah, tudi pri naših sosedih, odgovorilo z da, lahko. Mi bomo z vami spet čez teden dni, zato bomo veseli, če boste tudi vi z nami. Vmes pa spremljajte novice, tudi iz prihajajočega ženevskega avtomobilskega salona in z vsemi novostmi, ki se tam obetajo na MMC-ju, www.rtvslo.si, poševnica avtomobilnost in seveda ne pozabite na naš YouTube, Facebook in Instagram.